Ponovno pozdravljeni v tedenski oddaji Splet dogodkov tedna. V prvem tednu marca smo obeležili dva pomembna dneva, in sicer 1. marca dan inkluzije ter 3. marca svetovni dan sluha. Obenem nas narava že počasi opozarja, da se bliža pomlad, saj se na travnikih in ob poteh že pojavljajo prvi znaki prebujanja narave. Dnevi postajajo daljši, zrak pa vse bolj diši po prihajajoči pomladi. Za vas smo ponovno zbrali in pripravili nabor novic, ki so se zgodile minuli teden doma in po svetu. Ostanite z nami. V soboto 28. februarja je prišlo do velike zaostritve razmer na Bližnjem vzhodu, ko sta Izrael in Združene države Amerike izvedla obsežen zračni napad na Iran. Tarče so bili vojaški objekti, jedrska infrastruktura in politično vodstvo v Teheranu. V napadih je bil ubit tudi iranski vrhovni voditelj Ali Hamenej, kar je povzročilo velik politični pretres v državi. Iran je kmalu odgovoril s povračilnimi raketnimi in dronskimi napadi na Izrael ter ameriške vojaške baze v regiji. Spopadi so povzročili več žrtev in povečali strah pred širšo vojno na Bližnjem vzhodu. Mednarodna skupnost, vključno z Združenimi narodi, je pozvala k takojšnji umiritvi razmer. Konflikt je v naslednjih dneh ostal zelo napet, saj obe strani še vedno grozita z novimi napadi. Zaradi zaostritve razmer na Bližnjem vzhodu po napadih na Iran so številne države zaprle zračni prostor, zato je bilo odpovedanih veliko letov. Na tujih letališčih je obtičalo tudi več slovenskih turistov, ki se niso mogli vrniti domov. Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve Republike Slovenije je zato organiziralo evakuacijo slovenskih državljanov. Turiste so najprej prepeljali v Oman, kjer je bil zračni promet še mogoč, nato pa z evakuacijskimi letali leteli v Slovenijo. Večina je že varno prispela na letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, a nekateri so še v tujini, predvsem na območjih, kjer je zračni promet še vedno omejen ali kjer čakajo na naslednje evakuacijske polete. Državne službe še naprej spremljajo situacijo in organizirajo preostale prevoze, da se vsi varno vrnejo. V torek je na Univerzi v Ljubljani potekal posvet z naslovom Umestitev slovenskega znakovnega jezika v sistem vzgoje in izobraževanja, ki ga je ob dnevu inkluzije in svetovnem dnevu sluha organizirala ZDGNS. Na posvetu so bili predstavljeni rezultati delovne skupine Ministrstva za vzgojo in izobraževanje, ki je med letoma 2021 in 2025 pripravila akcijski načrt za celovito umestitev slovenskega znakovnega jezika v vzgojno-izobraževalni sistem. Obvezni zdravstveni prispevek se je s 1. marcem znova uskladil z rastjo povprečne bruto plače in po novem znaša 39,36 evra, kar je 5,9% več kot doslej. Prispevek, ki je bil uveden 1. januarja 2024 namesto dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, ostaja enak za vse prebivalce. Hkrati so se za 2,7% uskladili tudi številni socialni prejemki. Višji so otroški dodatki, državne in Zoisove štipendije, dodatek za veliko družino, pomoč ob rojstvu otroka, dodatek za nego otroka ter subvencija študentske prehrane. Od 1. marca so začele veljati nove tarife za elektriko. Računi v nizki sezoni bodo zato nekoliko višji kot lani, saj so tarife za moč višje in se zdaj zaračunava tudi moč v 5. časovnem bloku, ki je bil prej brezplačen.
Omrežnina za prevzeto energijo je dražja le v drugem časovnem bloku, v ostalih pa nižja. Za manjše gospodinjstvo bo to pomenilo približno 1,4 evra več na mesec, za večje približno 3 evre več. Strošek je odvisen predvsem od porabe in časa uporabe elektrike. Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije, ZDGNS, bo v sodelovanju z Ministrstvom za solidarno prihodnost organizirala sestanek o prilagoditvah storitve e-oskrba za osebe z izgubo sluha. Sestanek bo v ponedeljek 9. marca 2026 ob 14. uri na sedežu ZDGNS, Drenikova ulica 24, Ljubljana. Namen srečanja je razprava o možnostih prilagoditve e-oskrbe, ki omogoča enostaven dostop do pomoči in asistenčnega centra 24/7 za bolj varno in samostojno bivanje doma. Donald Trump je zagrozil, da bodo ZDA prekinile trgovinske odnose s Španijo, ker ta ni dovolila uporabe ameriških vojaških baz na svojem ozemlju za napade na Iran. Španski premier Pedro Sánchez je odgovoril, da Španija ne bo sodelovala v vojaških akcijah samo zaradi strahu pred maščevanjem, ter da podpira mir in mednarodno pravo. Spor je povezan tudi z ameriškima oporiščema Rota in Morón na jugu Španije, ki jih uporabljajo ameriške sile. Evropska komisija in voditelji Evropske unije so ob tem izrazili solidarnost s Španijo ter poudarili, da morajo ZDA spoštovati trgovinski sporazum z EU. Naslednji petek, 13. marca, bo v Ljubljani v City teatru BTC ob 20. uri premierno uprizorjena prva slovenska gledališka predstava o razumevanju financ z naslovom 100 pa roka. Predstava je nastala v okviru vseslovenske akcije Prispevaj kretnjo, ki jo v sodelovanju pripravljata Mastercard in ZDGNS. Na odru bodo nastopili gluha igralka Špela Rotar, priznani dramski igralec Jernej Gašperin ter igralec in ustvarjalec Lado Bizovičar. V Kinodvoru bo jutri v soboto ob 18:20 in v ponedeljek 9. marca ob 15:50 posebna projekcija filma Junakinja z opisnimi podnapisi. Cena vstopnice za osebe z invalidnostmi je 2,7 evra. Spremljevalci imajo prost vstop. Vstopnice lahko rezervirate pri blagajni Kinodvora po e-pošti blagajna@kinodvor.org. Danes se v Italiji začnejo 14. zimske paraolimpijske igre Milano Cortina, ki bodo potekale do 15. marca. Slovenijo bosta zastopala smučarska tekačica Tabeja Dovžan in alpski smučar Jernej Slivnik. Jernej Slivnik bo tekmoval v ponedeljek 9. marca v superveleslalomu in v petek 13. marca v veleslalomu. Tabeja Dovžan bo v torek 10. marca tekmovala v smučarskem teku v sprintu in v sredo 11. marca v smučarskem teku na 10 km. Jutri, v soboto, se bo odvijalo državno prvenstvo gluhih v badmintonu v Bit centru v Ljubljani. Organizacijo je prevzelo Društvo gluhih in naglušnih Ljubljana. Na to prvenstvo se je prijavilo 11 tekmovalcev in 9 tekmovalk. Jutri bo večinoma jasno, čez dan bo nad hribi nastalo nekaj plitve kopaste oblačnosti. Po nekaterih kotlinah in ob morju bo zjutraj možnih nekaj meglic. Najnižje jutranje temperature bodo od -3 do 3 stopinje, ob morju okoli 5 stopinj.
Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 19 stopinj, v alpskih dolinah okoli 12 stopinj. V nedeljo in ponedeljek bo sončno in zjutraj po nekaterih nižinah megleno. V ponedeljek bo na nebu nekaj prosojne koprenaste oblačnosti. Še naprej bo toplo. Kretnja tega tedna je zvonček. Kreta se takole. Zvonček je zgodnja pomladanska rastlina z belim cvetom zvončaste oblike. Je ena prvih rož, ki zacveti ob koncu zime in naznanja prihod pomladi. Pogosto ga vidimo na travnikih, v gozdovih ali na vrtovih. Zvončki nas vsako leto opomnijo, da se zima počasi poslavlja in da se narava znova prebuja, kar pomeni, da je pomlad pred vrati. S tem zaključujemo današnjo oddajo. Hvala, ker ste bili z nami. Želimo vam miren in sončen konec tedna in se ponovno vidimo prihodnji petek.